Covid nam jo je letos precej zagodel. Tako vse poteka nadaljavo, tudi literarni večeri, namesto da bi se družili skupaj ob skodelici čaja, bralci in ustvarjalci. Tako danes gostim Andreja Černelča iz Bistrice ob Sotli. Kdo je Andrej Černelč? Boste poslušali v tem posnetku, pogovarjali smo se o njegovi glasbi, delu in knjigah. Vabljeni. Pomemben dan, zelo pomemben dan. Andrej, kaj je bil zate pomemben dan, ki je vplival tudi na tvojo glasbeno in kasneje tudi poklicno pot? Verjetno je bil več kot en dan, različni dnevi, ampak prvo mi je padel na pamet moment, ko je moj brat David me zafrkaval. Jaz sem bil dol na dvorišču, on pa na balkonu in se je igral z mojo malo prvo kitaro, ki je bila zelo, zelo majhna, otroški inštrument. In jo je držal za vrvico, ki je bila namesto pasu za kitaro. In je rekel: "Glej, Andrej, kitaro ti bom vrgel." In je vrgel preko graje kao, ampak je držal za špagico in ni padla, ne. Ampak jaz sem bil ne. In pol je to naredil še enkrat in mu je vrvica zdrsnila. In je kitara je eksplodirala praktično, se je čisto šla je v franže, ne. In tisto, kar je bilo pomembno pri celi stvari, je, da sem se cmeril zaradi tega. In sem bil mogoče malo prestar že, da se cmerim za takih malenkosti, en 6. razred, če ne celo kasneje. Ampak takrat sem pogruntal, da mi je pomembna muzika, ne. Jaz sem že prej veliko igral, tudi že delal neke svoje komade, takoj ko sem dobil kitaro v roke. Takrat pa sem pogruntal, da mi to veliko pomeni. In potem kmalu zatem dobil tudi veliko boljšo kitaro, ki jo imam še zdaj, in sem naredil zelo veliko komadov. Kako pa ocenjuješ vpliv 90. let prejšnjega stoletja na tvoj glasbeni razvoj, na razvoj mladinskih kultur v Bistrici? 90. so bila eno posebno obdobje tudi v Sloveniji. Za nas mogoče malo bolj konec 90. ali pa vsaj za mene osebno, ker sem pač iz te generacije. Ampak tudi konec koncev klub Metulta v Bistrici je začel zares delovati ponovno, mladinski center, ki je sicer že prej obstajal, v drugi polovici 90. recimo, ne. Za mene je bil izjemno pomemben čas, to grungesko gibanje ni predstavljalo tako mnogim, ne vem, starejšim ali pa drugim tudi vrstnikom, ki niso te muzike tako zaštekali, neke grožnje ali pa nekaj srhljivega, čeprav je vsekakor obstajala ena, da rečem, melanholična nota v tej muziki in tudi konec koncev vsem, kar je predstavljalo to gibanje, njeni predstavniki seattleske scene. Ampak šlo je tudi za eno strpnost, za avtentičnost, iskanje neke avtentične izkušnje znotraj nečesa, kar se je zdelo takrat že malo plehko, recimo pop muzika, ki je bila zelo prisotna, ali pa tudi rock'n'roll, ki je v tistem obdobju bil nekako hair metal ali pa pozerska muzika rockerjev, ki se vozijo v limuzinah in šampanjec in pijejo v potokih in tako dalje. Skratka, nekaj zelo neavtentičnega in iskali smo nekaj, kar je resnično, kar smo mi. In ta muzika je nekako se super s tem povezala in konec koncev estetika glasbena, ki je zaznamovala to obdobje, je zaznamovala tudi mene. In čeprav zdaj počnem še marsikaj drugega, je vedno nekaj tega v meni, ta grungeski moment. In skratka, izjemno pomembno obdobje za mene in za celo generacijo ustvarjalcev, približno, ne vem, 5 ali pa malo manj let pred in za menoj. In tudi v bistvu vpliv z tega samoniklega prizorišča kluba Metul nate. To pa še posebej, ne, ker pač dokler je to sama muzika, ki jo poslušaš na kasetah ali pa CD-je, ki si jih spekel, je to sicer super in vse, ampak ko pa deliš to izkušnjo z drugimi v enem skupnem prostoru, kjer se počutiš zelo svobodnega in ne samo to, ampak pač deliš svoje mnenja, svoje skrbi ali pa težave, filozofiraš do noči in dlje. V družbi podobno mislečih je to pač nekaj čisto drugega, ker te
definira celo skupnost ali pa jo sooblikuje. In zelo sem vesel, da lahko rečem, da je kljub situaciji, ki je danes dosti manj naklonjena neki alternativi, obstal in je še vedno tudi med mladimi pomemben prostor srečevanja in da je obstala in zdržala tudi ta kako da rečem, ta duša, ta substanca, ta potreba, da sodelujemo, da enostavno, da smo skupnost. Ne. Tako da izjemno, vse to je zelo pomembno in konec koncev tam sem videl prvi rock band igrati v živo in tam se je rodila, to je bil, mislim, da so bili to v resnici Dežurni krivci, ampak to je že njihov drugi koncert leta 98. Tudi vsekakor začetek te želje, da rock'n'roll v Bistrici obstaja, konec koncev na prvem koncertu, po prvem koncertu, ki ga je videl Simon, moj brat, je bila takoj v njem želja, da ustanovi prvi band in to je bil Malik, oziroma prej Šaman. In tudi jaz sem 2 leti ali še manj, leto, pa pol leta potem, ko je začel delovati, se mu pridružil. Skratka, čisto kot en povod za delovanje vseh nas je bilo to zelo pomembno dogajanje. Koliko si bil star, ko si prvič nastopil kot frontman svoje skupine? Mislim, da 15. In to ni bil celo Malik, ampak sem kot frontman definitivno ne, ker pač Maliko nisem bil frontman, ampak kitarist, ampak band Čunčeka in Šefe. In jaz seveda sem bil Šefe, ne. Čunčeka sta bila pa Friderik Bobnarič pa Andrej Antonijo Černelič Špicl. In je bil žur, je bilo zabavno. Avtorska glasba? Ja, itak moji komadi. Tvoji komadi. Kar nekaj let kasneje, skoraj 20, pa si v klubu nastopil z solo projektom. Kako je pa do tega prišlo? Kantavtor. Jaz sem v resnici, se mi zdi, bi lahko rekel, prvi vrsti kantavtor, ker preden sem imel kjerkoli band, sem delal svoje komade na kitaro in delal tudi tekste za njih. Ampak to je bil zelo oseben projekt, pa pač neka potreba, ki sem jo imel. In to je bil moj osebni projekt, ki sem ga delil samo včasih s kakimi prijatelji, ki so prišli na obisk, pa kaj, zelo nerad in z ogromno treme. 2014. leta aprila sem pa prvič nastopil pred publiko in to na nedeljskem koncertu, ta nedeljski koncertni cikel. In bilo je zelo veliko domačinov tam, imel sem res tremo, ampak koncert je bil lep, mislim, da je kar uspel, oziroma toliko mi je pomenilo, toliko sem bil pod stresom, da sem vedel, da je važno in da moram to delati še naprej, ker pač če nisi pod stresom, pol ti ni važno in pol je brez veze. Tako jaz pač gledam, pač če ni čustvenega angažmaja, potem pač stvar ni pomembna. Skratka, in od takrat naprej sem začel več nastopati, se pojavljati, naredil Facebook stran, se to, kasneje je nastala plošča Vzorci. Kolesje časa se vrti, počasi kot nikoli. Kako pa je prišlo do teh, tukaj pravzaprav odigraš vse sam na Vzorcih inštrumente? Ja, to pa sva... Si s kitare zdaj tudi šel na drugo, multi-inštrumentalist. V bistvu sem že prej igral bobne pri enem drugem bandu, Mana, ampak tu sem pa povezal znanje, ki sem ga pridobil skozi do takrat že dosti let igranja. Delal sem takrat še zelo, kako bi rekel, takrat je še se porajal ta studio, ki zdaj že dobiva res veliko bolj profesionalno podobo, skupaj z mojim dobrim prijateljem in tudi sobandovcem še v enem bandu, The Gen. On je produciral to ploščo, snemala smo na zelo, kako bi rekel, osnovno opremo in potem zvlekla iz tega nekaj, ampak ja, posnel sem sinte, bobne, bas in seveda kitaro in glas, razen enega komada, ki sem ga posnel skupaj z ansamblom Vid Drašler, Jož Drašler in Damjan Dobrina na kitari, Vid pa Jož pa na bobnih in basu v studiu na Metelkovi, Kapa studio na Metelkovi.
In tudi posnel sem za te pesmi, ki sem jih sam odigral, videe, ki se jih najde še zdaj na YouTubu. Za vsak komad posebej. Dobro leto po vzorcih pa si izdal te pesmi tudi v pesniški zbirki, v svoji prvi pesniški zbirki Pol pol. Kako je prišlo do tega? Kakšna je zgodba ozadaj? Zakaj sem enostavno začutil potrebo, da prelijem te pesmi na papir, ker se pesmi vedno drugače berejo, kot pa pojejo. Čeprav vse pesmi, ki so na zbirki, so tudi v zapeti obliki. Se pravi, gre za pesmi, ki sem jih napisal kot spremljavo glasbi, komadom na kitari akustični, ampak so potem dobile neko drugo, se mi zdi, nek drug pečat na papirju. In to je bil moj namen, čisto enostavno. Konec koncev tudi, da lažje je napisati in izdati knjigo v samozaložbi, kot pa posneti glasbo. Pa niti, ne samo, da je lažje, ampak enostavno hotel sem imeti še eno stvar, ki lahko nesem s seboj in ki da besedila v prvo vrsto, no, v srednjo pozornost. Lotil si se pa tudi kontraustvarjanja, se pravi, uglasbil si tudi nekaj poezije znanih slovenskih poetov. Ja, to pa je nekako na vabilo mojega očeta Francija Černelča, ki je naredil kip Antona Aškerca, s katerim smo v sorodu pri nas Černelčevi po mamini strani. Kip je v Podsredi in ob tej priložnosti so takrat ob otvoritvi pripravili tudi en literarni dogodek, kjer so predstavili nekaj del tega pesnika. In potem se je obdržala ta tradicija, s tem, da vsako leto predstavlja enega drugega pesnika in oče me je povabil, da upesnim kako pesem in nastopim na tem dogodku. Jaz seveda sem se dolgo upiral, ampak nekako potem sem se odločil, pa bomo probali. Naredil priredbo pesmi Listje od Minatija, to je bila prva. In se mi kar dobro posrečilo in sem ugotovil, da je to tudi zelo zanimiv način ustvarjanja muzike. Ponavadi, kot sem rekel, nekako na melodijo iščem tekste, čeprav ne vedno, ampak zelo pogosto, skoraj vedno. Tu pa se začne na drugi strani spektra, ne, pa tudi besede niso moje, kar spet spremeni nekako celo stvar. Ampak je zelo zanimiv mi bil ta poskus, ta eksperiment. Minati je ima dokaj odprte verze, ni zelo striktnega rimanja, se pravi, sem moral marsikaj prilagoditi zato, da se sploh izšlo glasbeno. In se je izšlo, po mojem mnenju, super, čeprav je pesem kar dolga in sem moral jo malo skrajšati. Ampak kakorkoli, ta izkušnja je bila zanimiva in potem sem bil povabljen naslednje leto, sem se že manj upiral in do zdaj naredil, po mojem, enih 8-9 priredb večjih pesnikov, Kocbek, Svetlana Makarovič, Kosovel in še drugi. Nazadnje je bil Kocbek in to pesem tudi boste lahko slišali, se mi zdi, zdaj v kratkem, v eni hitro narejeni studijski verziji. Na žalost, letos ni bilo Aškerčevega večera zaradi vseh znanih razlogov, ampak sem vseeno vse to pesem pripravil in kot neko nadomestilo. Evo. Večerno sonce dogori, izdalj zeleni žari in me zaloti. Ko hodim blag in ves lahak, nekomu drag, skoz topli mrak. Po varni poti spremenil sem se v čisto snov in grem med grozami svetov. Sebi nasproti. Že od nekdaj pa zelo rad pišeš. Katera zgodba ti je tako najbolj ostala v spominu ali pa na katero si najbolj ponosen? Mislim, na žalost pišem manj, kot bi si želel, oziroma morda si pač ne želim dovolj. Velikokrat kako zunanjo motivacijo izkoristim za dodatni tisti push, da napišem nekaj. Včasih so to natečaji literarni. V tem konkretnem primeru je bila
literarna delavnica pri Roku Sandi. V Krškem sem obiskoval tečaj kreativnega pisanja, tako imenovan. In končni rezultat, ki sem ga napisal v zadnjem obdobju te delavnice, ki je trajala, se mi zdi, 2 meseca čez vikende, pa še manj, ne vem točno več. Sem napisal zgodbo z enim prstom, ki se mi je res posrečila, enostavna zgodba o smetarju Petru, ki se sooča z veliko težavami, med drugim z govorno napako oziroma jeca, nizko samopodobo in travmatičnimi izkušnjami iz časa, ko je šel k vojakom. In skratka, zgodba, ki je tako zelo življenjska, dokaj enostavna, ne govori o nekih impozantnih likih, ampak o navadnih ljudeh, pa se vseeno nekako razvije in tudi razreši na nek, se mi zdi, kar posrečen način. In veliko ljudi, ki jo je bralo, so mi rekli, da se jih je res dotaknila, na kar sem kar ponosen, in pač tudi na to, da tudi jaz sam res lahko stojim za njo. In zelo zanimivo se mi zdelo, ko tisti moment, ko liki zaživijo, to se mi je pa tej zgodbi, vse se mi je že pri kaki, ampak tu še posebej zgodilo, ker enostavno liki niso hoteli vedno narediti tisto, kar sem jaz nekako načrtoval, da bojo, ampak so imeli neko svoje življenje in so me odpeljali na eno drugačno, v eno drugo smer, ki pa je, se mi zdi, še bolj posrečena, oziroma v resnici so to liki, ki bi jih lahko tudi še obiskal kdaj in mogoče jih še bom. Ampak kakorkoli, ta zgodba je bila deležna kar nekaj uspeha, potem kasneje sem jo prijavil na tečaj beletrine oziroma beletrine, spletne verzije te založbe, in bil izbran med prvih 5 najboljših zgodb. Kasneje smo objavili tudi v literarni reviji Medmet, ki je lani šla prvič, letos še ne vem, kakva bo usoda te revije, ker je pa za revijo, ki je pripravila naše mladinsko društvo. Tudi jaz sodelujem pri tem projektu, in moj brat Simon Černelč pa je urednik te revije. Katere knjigice pa si danes izbral iz knjižnih polic naše krajevne knjižnice Bistrica ob Sotli? Zdaj, jaz vedno, ko moram narediti zbor knjig, sem v težavah. Pač knjige so ponavadi vedno dobra novica, tudi kadar ti mogoče niso najbolj všeč, če z njih nekaj naučiš, če nič druga, zakaj ti niso všeč, in nekako spoznaš sam sebe že skozi svoje doživljanje knjig. Kadar so pa knjige res dobre in se te dotaknejo, pa toliko bolj, pomembne izkušnje. Zbral sem pač nekaj knjig, ki so nekako blizu tistemu, kar je meni zanimivo. Se pravim, lahko bi dodal še jih 50, pa se mi še bi vedno zdelo, da je nepopolnen spisek. Pa ne vem, mogoče sem vseeno preveliko cifro dal. Kakorkoli, tule je Roald Dahl, ki je izjemen pisec otroške literature, ampak tudi kratkih zgodb. To je ena manjša zbirka njegovih kratkih zgodb, ki so prežete s črnim humorjem in imajo značilno res izjemne te preobrate ob koncih. Meni so izjemna zabava, jaz mislim, da bi moral vsak to brati že samo zato, ker so res malo bešenjaške, ampak žur, pač, kot da bi vice poslušal, samo boljše. Potem je to Isaac Asimov, Jeklene votline. Ten pisec, ki v resnici ni imel izjemno izpiljenega sloga, kar se meni tiče, zelo enostaven špartanski slog pisanja, ampak njegovo zgodbarstvo, pa njegova domišljija, pa tudi njegovo konec koncev razmišljanje teoretsko in znanstveno, pa je fascinantno, človek je pisal enciklopedije in tako dalje, izjemno široko znanje imel, in to je v bistvu opisal pa zgodbe predvsem o robotih, napisal svoje slavne 3 zakone robotike, in pa o ekspanziji človeka po galaksiji in predvideval dogajanje za tisoče in tisoče let naprej, tako daleč naprej, da Zemlja v njegovih zgodbah postane mit, nekaj, čemer se samo šepeta, pa noben ne ve, če sploh zares obstajala. In obstajajo teorije o tem, če so ljudje iz enega planeta ali iz večjih in tako dalje. Skratka, zelo kompleksen in zgodbe, ki imajo kljub temu, ko sem rekel, da ni ne vem kako slogovno, niso nekako dovršene, imajo en čar poseben, ko jih bereš. Je pa sicer to tudi pač primerek znanstvene fantastike, ki sem jih bral veliko, Philipa K. Dicka, Roberta Heinleina, Raya Bradburyja in tako dalje in tako naprej, pač še posebej malo prej, v malo mlajših letih. Želel sem si dodati tudi kakega malo manj znanega avtorja in kakega slovenskega avtorja, tu je Andreja Zelinka, Žaba v loncu, knjiga, ki pripoveduje o razmerju med bogato in poročeno žensko in enim
revnejšim človekom in v resnici oba dva v tem razmerju nista v resnici srečna, ker se počutita vsak na svoj način inferiorna. Dokaj sicer nespektakularna spet knjiga, ampak življenjska in ne glih vesela, vsekakor pa zelo dobro napisana in po mojem mnenju ena zelo spregledana slovenska avtorica. Naslednja je John Steinbeck, Poljentarska polica. Sicer zdaj že nekaj časa nisem bral Steinbecka, ampak nekaj njegovih knjig se me zelo dotaknilo. Poljentarska polica mislim, da je tista, za katero je dobil Nobelovo nagrado, ki je bila po mnenju mnogih nekako prepozna, ker je najboljše delo napisal že malo prej. Vsekakor zelo dobro delo, ampak en zelo zanimiv tak oporečnik ameriški. Sicer pa berem veliko ameriške avtorje, so mi blizu, zato ker pač sem ljubitelj zgodb, katerih je nekako v prvem planu zgodba, dogajanje, razplet in tudi neko sporočilo, ki pa je zakodirano v to dogajanje. Manj pa je tega opisovanja notranjih bojev, pač to se mora videti skozi dogajanje, kot se rečejo Američani. Show, don't tell, to mi je všeč, pač ne povej, kako razmišlja nekdo, ampak to prikaže skozi njegova dejanja. To se meni zdi nekako načelo tistega, kar mene intrigira pri knjigah, tudi pri filmih konec koncev. Drugo načelo, ki ga je povedal Hemingway, pa je kill all your darlings, ker pomeni ubij vse svoje drage, kar v resnici pomeni izniči, izbriši vse stavke, ki ne dogajajo, ali pa vse besede, ki ne dodajo zgodbi. Ostati mora samo gola sporočila, vrednost, oziroma vse tisto, kar zgodbo ponese naprej. Se pravi, tudi če si napisal najlepši stavek v življenju, pa ne doda zgodbi, ga zbriši, ker ne doda zgodbi. To je zelo taka asketska zgodbena filozofija, ki pa mi je blizu. No. Skratka, spet primer avtorja, ki nekako namiguje še na na celo zbirko drugih avtorjev, tudi recimo Isaac Asimov ali pa Irvin Shaw in tako dalje in tako naprej. In za konec sem dal Antona Aškerca, ki je predstavnik slovenske poezije in odličen pisec balad. In konec koncev moj prastrica, nekaj takega, tako da mogoče tudi to zanimivo. Sicer pa pač želel sem dati tudi nekaj poezije, čeprav v resnici poezije bere manj, kot bi si zaslužila. Všeč mi je zelo Svetlana Makarovič, ampak tudi drugi. Ampak to je zelo mali izbor, kot sem rekel, pač knjige so eno, kaj bi rekel, darilo, ki nenehno daje. Ameriška fraza. Gifted keeps on giving. Zdaj pa že pred korono smo se veliko pogovarjali o tem, kako sploh preživeti kot samozaposlen v kulturi oziroma ustvarjalec, glasbeni, kulturni, literat pri nas. Zdaj, leto 2020 pa je še posebej usodno, bom rekla, za vse, za glasbene ustvarjalce, za literate, mogoče malo manj, za glasbena prizorišča. Kako se ti s tem, z letošnjim letom srečuješ in kaj misliš, kaj bi lahko bilo poslanstvo zdaj za naprej glasbenikov oziroma kulturnikov nasploh? Najprej, glede tega leta, za mene osebno iz ustvarjalnega stališča ni bilo tako slabo. Začel sem repati, sicer to že lani, ampak letos sem se temu še bolj posvetil v projektu Flip Flop. Smo posnela tudi en komad in zdaj trenutno se ukvarjamo z spotom še za drugega in bo zelo v kratkem pripravljen. Razen tega sem začel še en drug duet, kjer sem spet frontman v rockerskem bandu, ki se mu reče Dunraven in je zaenkrat še čisto v povojih, ravno zdaj nek prvi demo poskusni se oblikuje in sem zelo vesel, da sem spet malo bolj v glasni muziki zraven. To je nekako moje naravno stanje, res feeling in zdaj ravno se je zasedba dopolnila še z enim članom, ampak zaenkrat pustimo to še malo bolj skrivnostno, ker pač bi rad, da se stvari še razvijajo pa pokažejo, pač bo še nekaj časa, včasih je treba, da se jed najprej skuha, preden jo daš na krožnik, ne? Ampak
iz tega stališča je bilo v bistvu za mene to fajn leto, ker sem veliko ustvarjal glasbeno in na splošno bil kar kreativen. Na nek način je ta mir, ki ga pač zdaj korona je nekako vsilila na nas, pa to vračanje v sebe, za nekatere je verjetno zelo težko obdobje. Za mene, ki pač nekako se mi zdi, da sem dokaj na čistem sam s seboj, da tako rečem, pa saj marsikdo drug tudi, se mi pa zdi, da je to tudi obdobje, ko lahko se res malo bolj posvetimo sebi pa tistemu, kar je nam pomembno. Tako da poskušam nekaj pozitivnega iz tega izvleči, ne. Dejstvo pa je, da kar se tiče druženja, ki sem prej o njem govoril, o skupnosti, ki sem prej o njej govoril, o koncertih, ki jih ni, absolutno jih ni. To je pa, mislim, to je pa res katastrofa, ne. Jaz sicer nisem eksistenčno odvisen od koncertov, na srečo, tako da se ne smem preveč pritoževati, ampak dejstvo je, da je obdobje zelo težko za veliko mojih prijateljev, da so turneje padle, da so koncerti, gledališke predstave, kjer sodelujejo kot glasbeniki in tako dalje, da je vse to padlo v vodo. Tako da obdobje je definitivno zelo težko za kulturne ustvarjalce in za povrh tudi recimo za filmsko industrijo. In za povrh celo še za neka težnja, da se kulturnike prikaže kot nekakšne brezdelneže in dolgočasneže, ki doma nič ne počnejo. Pač kulturno delovanje zahteva zelo veliko človeka in pač kolikor jaz poznam, kolikor tudi sam vem iz svoje izkušnje, to je delo, ki te celega vzame, ne. In ni nekakšno lenuharjenje. Gre za nekaj, kjer moraš po sebi kopati, kjer moraš biti zelo, čeprav včasih ni videti, ne, čeprav včasih samo rabiš čas, da se odmakneš od svojega dela, je to še vedno na enem nivoju proces. Skratka, težko je zdaj to razložiti nekomu, ki vsak dan težko delo gara v neki rutinski službi in pač se mu zdi, da je svet grd in da meni je žal, da nekateri ljudje zato, ker sami trpijo, hočejo, da vsi ostali na svetu trpijo. Jaz mislim, da je ljudje, ki imajo dovolj svobode, da lahko raziskujejo, imajo življenje vredno življenja. In tisti, ki si tega niso priborili, imajo še vedno priložnost. Ker je videti cel svet za njihovo trpljenje, pa poskušajo še druge potisniti v čim slabšo pozicijo, pa je pač tisto, kar naredi refleks, neko razočaranje, ne pa konstruktivno ali pa dobronamerno razmišljanje, ne. In kultura po drugi strani kot refleksija časa, v katerem smo, je pač neverjetno pomembna in zdaj, če kdaj, še toliko bolj. Zaprta pa so tudi mladinska prizorišča in sedaj se tudi nekako omejuje medvrstniško druženje, zaprte občine, policijska ura. Kaj ti misliš, kako to vpliva lahko na razvoj mladine, zdajle v najbolj kreativni fazi, najstniški? Ja, mislim, da ne dobro, no. Mislim, jaz sicer nisem nek strokovnjak za to področje, ampak moj vtis je, da je paradoks, da zdaj mlade pozivamo k temu, da naj ostane doma, pa naj bulijo v ekrane, namesto da bi jih pozivali ravno nasprotnemu, da naj se družijo, da naj se dotaknejo stvari, naj grejo v naravo in tako dalje, naj se gibajo. Zdaj vse to, kar sem naštel, praktično nezaželeno, skoraj, kako bi rekel, kriminalno početje, ne. Ta paradoks je neverjeten, ne. Taki preobrat je nepredviden, ne. Vsa mladinska društva ali pa organizacije smo pozivali mlade, naj se družijo, naj sodelujejo, naj ustvarjajo skupaj, naj se sprehajajo, naj se rekreirajo in tako dalje. Pač zdaj, sicer, ja, okej, rekreirajte se doma v dnevni sobi, mislim, zelo nenavadna situacija in pač šole potekajo prek spleta, druženje poteka prek spleta in tudi mladinska organizacija poskušamo nagovarjati mlade prek spleta. Samo čakamo, da je to mine, no. In da lahko spet se vrnemo k stvarem, ki so pač zapisane v naš DNK. Ne moreš biti srečen in zadovoljen, če si zaprt med 4 stene. Ja, korona ga je res pokronala. Ja. Tako bomo tudi s tem komadom, s to pesmijo, ki je nastala spomladi, spomladansko karanteno, bova najin pogovor zaključila, ampak zadnje vprašanje pa res, to je nastalo v projektu oziroma v duetu Flip Flop. Ja. Kje vaju lahko poslušamo, ker napisati v Google Flip Flop ti vrže milijon drugih stvari ven. Ja, Flip Flop je tak skrivnosten pojav, ne. To pač se pojavi pa zgine in pač moraš jih iskati, pa jih ne najdeš.
To je tako natikači, ko založiš nekje v shrambi ali pa kaj, ne. In ne veš, kje so in pol hodiš okoli bos in te zebe noge pa se pičiš na kamen, ne. Drugače pa imava ta komad Koronega krona, to boste našli, če napišete v YouTube, tudi Google po mojem. Imamo tudi Facebook stran, kjer je nekaj posnetkov, ne zelo veliko, ampak nekaj jih je. Imamo Instagram, kjer se ne dogaja kaj veliko, ampak imamo Instagram. In počasi bojo prišle nove stvari. V kratkem bo prišel spot za pesem, tokrat v angleškem jeziku, z naslovom Julian. Ja, hvala.